Post je bil, pravzaprav post še je. Vprašanje, kot je, koliko kilogramov si izgubila, ali si kaj shujšal, ne sodijo na nek način v naš post. Vsaj ne v tak, kakršnega mi pojmujemo. Jezus bi tukaj zaključil s tisto slavno modrostjo, ki pa se nam marsikdaj zdi kar krivična. In prejeli so svoje plačilo. Pa toliko so se trudili, toliko napora je bilo potrebno vložiti v to, da je šlo nekaj kilogramov ali nekaj dekagramov dol. Kilogrami grejo gor, ni potrebno vložiti prav posebnega napora. Morda včasih, ampak res včasih, samo sem in tja te malo stisne, ker je želodec prenapolnjen. Včasih, ampak samo ob velikih slavnostih je potrebno zrahljati pas. Ali pa narediti nekaj korakov, da se notranjost spravi v tisti pravi red, da lahko naredimo nekaj novega prostora na tej veliki požrtiji. Spraviti te nevidne miligrame, ki se nam nabirajo, spraviti jih dol, pa ni tako enostavno. Takrat pa ne boli samo pas in želodec. Takrat ruporut ne pomaga. Potrebno je premagati bolečino kruljenja, bolečino oči, bolečino ustnih brbončic in slabo voljo. In Jezus na koncu potem še soli pamet, da smo prejeli svoje plačilo. Če odpoved vsej hrani, zmanjševanje obrokov ni post, kaj potem je? Saj je post, samo ni post za nebeško kraljestvo. Postili smo se, da bi lahko strpali svoje telo v birmansko ali poročno obleko ali pa v lani novo kupljene kavbojke ali kaj drugega. In če nam to uspe, smo pravzaprav v resnici prejeli nagrado. Lahko se pohvalimo, letošnji post pa je bil uspešen. Tako, kot se pohvalimo, včerajšnji roštiljada, včerajšnjo praznovanje je pa bilo tako. Je bilo naporno, ampak in lahko tudi tukaj zaključimo in prejeli so svoje plačilo. Zakaj nobenega požrtije, nobenega takega slavja ne napravimo v večjo božjo čast? Janez te vabi na rojstni dan. Vsa hrana in pijača, ki jo bomo pospravili, bo namesto molitve v slavo in hvalo za Janezovo odrešenje, za Janezov krst ali kakorkoli že. Se vam ne zdi, da bi bilo to kar malo bogokletno, da zmeni nekako nedomače? Ampak na drugi strani pa se nam nič bogokletno ne zdi, ko rečemo, da v božjo čast in slavo ne bomo poskušali niti koščka čokolade, da ne bomo odprli hladilnika nikoli razen samo takrat, ko pripravljamo za obrok, da se bomo 40 dni vzdržali posta. Kot bi bil Bog nek hudobec, ki nas sili v to, da trpimo, da se mučimo v areni življenja, edini gledalec pa je tako in tako on, vsi drugi pa tekmujemo, si prizadevamo za prvo mesto. Ali ste prepričani, da je Bog lahko, oziroma da Bog je tako krut? Da mu je naše trpljenje v zadovoljstvo v njegovi vsemogočnosti? Ali ne govori Jezus prav nasprotnega? Bog je naš oče. Bog je oče, ki nas ljubi. Toliko zasebnih razodetih, ki jih prejemajo ljudje danes, ki so jih zapisali v preteklosti, govori o veselju nad nami, o božji dobroti, o žalosti nad našim trpljenjem, celo nad trpljenjem, ki si ga sami zadajamo. Bog želi, da smo srečni, da nam gre dobro, da imamo čim večjo varnost, tudi v povsem zemeljskih stvareh. Da imamo varno in stabilno državo, da imamo poštene politike, gospodarstvenike, da imamo delo, redno plačo in tako naprej. Hudobija ljudi nas tega oropa, hudobija in sebičnost sta tisti, ki ukradeta pošteno prigaran denar delavcev.
Nenasitna želja, požrešnost po denarju pripelje do izkoriščanja ljudi in okolja preko vseh mej poštenja in spodobnosti. Moje hotenje po obvladovanju drugega, tudi najbližjih, kot so mož, žena, otroci, prijatelji, nas vodi v suženjstvo. V takem krivičnem odnosu vztrajamo samo zaradi nekaterih skupnih dobrin, ki jih ni moč razdeliti, katerim se ne moremo ali nočemo odpovedati. Te so lahko otroci, to je lahko skupno premoženje, to je lahko čustvena navezanost, to je lahko tudi samo strah pred bodočnostjo. Se spomnite, ali pa ste brali ali poslušali preroka Izaija, ki nas opozarja na neko drugo pozornost. Nočem vaših daritev, ne žgalnih, ne jedilnih, tudi ne vašega posta. Pa naj gre za obleko, za obeske, za podpise pogodb. Moja želja je, govori Gospod, da se spreobrnete v svojem srcu, da predrugačite svojo notranjost, da spremenite svoje namene. Morda je čas, da redefinirate svojo duhovnost, svoje življenje, svoje temeljne izbire v življenju. Kristjani praznujemo post. Praznujemo, da bi se z njim pripravili na zmagoslavje dobrega, na zmago življenja nad smrtjo. Jezus ni šel na križ in trpljenje zato, da bi nas odrešil. Še manj nas je odrešil s svojim trpljenjem in križem, samo s tem. Jezus je sprejel trpljenje in križ kot eno od postaj v odrešitvenem načrtu. Če Bog ne bi naredil prvega koraka in poslal angela k Mariji, sprav za Boga nespodobno ponudbo, da se bo učlovečil, ne bi bilo nobenega trpljenja, nobenega križanja. Če Jezus kot učlovečeni Bog ne bi hodil od kraja do kraja in učil o bistvu praznovanja sobote, o temeljnem odnosu človeka in Boga, ne bi nikoli prišel navzkriž s farizeji in učitelji, z duhovnimi voditelji izraelskega ljudstva. Oni so poudarjali zunanjo, vidno pripadnost Bogu in zapovedim, pozabili pa na namen teh znamen. Ali mi danes ne ponavljamo podobne napake prav s postom, ko ga delamo tako zelo, zelo pozunanjenega? Samo zato se je bil boj med vidnim in nevidnim, med zunanjo deklarativno pripadnostjo veri, ki so jo zagovarjali farizeji, in notranjim sledenjem Božji volji, ki jo je zagovarjal, ki jo je kazal Jezus. In ta spor je pripeljal pravzaprav, da so se mu voditelji ljudstva odpovedali, da so ga izročili Rimljanom, ti pa so izpeljali montiran sodni proces, bičanje in križanje. Njegovi prijatelji pa so to stvar dopolnili, lahko rečemo, s pokopom. Ampak stvar se ni končala tukaj. Manj kot teden dni nas loči od zaključka posta. Sedaj res nima smisla začeti s postom, z intenzivno in počasno pripravo na velikonočni praznik. Pa je res tako brezizhodno? Pa je res tako zelo prepozno? Post telesa, ki ima za nagrado izgubo nekaj kilogramov, je res plaval po vodi. Post oči, post misli, post želja, post ambicij in 1000 drugih oblik posta pa se izpeljejo najlažje pri preobloženi mizi, sredi hrupa praznika, v možnostih političnega komolčarstva. Nočem posta, ki ga vsi vidijo, ker zanj ste že dobili svoje plačilo, lahko poenostavimo Jezusove in prerokove besede. Post, ki mi je všeč, je, tako lahko razumemo to sporočilo, všeč mi je post od hrane za tiste, ki si lahko privoščijo, saj jim ne manjka denarja, ga imajo v izobilju. Všeč mi je post oblasti za tiste, ki se odpovedo samovolji in iščejo načine za posvetovanje, čeprav
so jim volivci na volitvah dali oblast odločanja. Všeč mi je, kadar se podjetnik odpove ekstra zaslužkom, čeprav bi lahko izkoristil poslovno priložnost, ki mu jo zagotavlja monopolni položaj, ekskluzivne pravice ali preprosto dobra poslovna ideja. Ko ste svoj prosti čas, ki vam je ostal zaradi odpovedi internetu ali televiziji, uporabili v skladišču Karitasa ali v klepetanju z otroki in mladostniki, takrat mi je všeč vaš post. Všeč mi je, kadar se odpoveste izletu in ta čas porabite za obisk prijateljev, ki jih že dolgo niste obiskali. Ko ste odšli v dom k vaši napol dementni mami. Vsi ti posti so mi všeč, ampak so brez koristi, če niso hkrati tudi postaje na vašej poti zorenja. Samo če vas vodijo bliže k Bogu, potem imajo smisel. Kajti lahko se vam zgodi, da obiskovanje ostarele mame postane dolžnost, da vaše prostovoljstvo postane priložnost, da vas drugi hvalijo, kako ste dobri, velikodušni in tako naprej. Pot odrešenja se ni začela z Jezusovim rojstvom in se ni končala z njegovo smrtjo in pokopom. Pot odrešenja se je dopolnila z vstajenjem, pa se ni končala niti takrat, saj vemo za prihod Svetega Duha, za odpuščanje grehov, za spreobrnenje preganjavcev vere. Nenazadnje, saj vemo, da se Bog dotika tudi mene. V prihajajočih praznikih vam želim prav tega, naj se vas dotakne vsak spominski dan posebej, s svojim spominom, s svojim sporočilom, vsak dan posebej, ko Bog izkazuje svojo ljubezen. In na velikonočno jutro naj vam srce zapoje aleluja in hkrati lahko začnete s postom, ki ga bosta videla samo vidva, vi in vaš Oče, ki je v nebesih.